Bryan Adams in Cloud Number 9, 5 minut čez pol je ura, midva pa pozdravljava veliko zvezdo. Nino Pušlar, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, zdaj pa reži skoraj dober dan. Nina, ne bit fina. Evo, to je pa že, v bistvu že nova pesem, ne? Že nova pesem. A nisi ti prej rekla, da midva ne smeva izdati? Ne, to je zdaj nova, ne una, ki boste slišali zdaj, ampak še ena nova. To je pa zdaj še premjera nove. To, kar je live na Facebooku, zdaj jaz gledam po tvojem mahanju z rokami, lahko ti to odmakneš. Live na Facebooku? Ja, smo live. Nina, zdravo. Zdravo. Vikend je bil pester. Ja, zelo je bil pester. Ja, imela si Ivanko. Ivančna Gorica, Ja. moj domači kraj in moj 10. tradicionalni koncert, končno smo ga lahko izpeljali, zdaj bi mogel biti pravzaprav že skoraj 13. ne? 13. po vrsti v tem letu, ampak 2 leti. Žal nismo mogli biti skupaj, ampak končno po 2 predstavljenih koncertih smo lahko izpeljali ta domači koncert. To je zdaj bolj vprašanje, kolikrat si ga razprodala? Kolikrat sem ga razprodala, zdaj, mislim, zdaj prej. Obakrat, ja. Zdaj je bilo res zelo lep odziv. Kljub temu, da smo pravzaprav še do februarja mislili, da bomo lahko speljali samo v polovični kapaciteti, smo potem odprli še dodatne vstopice v prodajo, ne, in je bilo res lep odziv, ker mislim, da tudi publika je komaj čakala, da se spet vidimo, no, mi pa itak. Kvadropirci pa MC Hector oziroma Matjaž Zupan, MC Hector, pač Kalifornija, ne? Jo, to je bilo pa res, zelo sem vesela, s Kvadropirci smo prvič tako bili tukaj na mojem domačem odru, sicer smo pa v lanskem letu sploh prvič peli skupaj, ne, fanti so tak super, krasni glasovi in publika je bila zelo vesela, potem pa še Matjaž Zupan in Kalifornija, v bistvu dobri stari časi, ne, kakšna nostalgija je bila pravzaprav stati na odru z Matjažem, v bistvu mi je bilo res v čast, zato ker to je bila res muzika mojega otroštva in to so bili komadi, ki sem jih jaz kot majhna punčka prepevala vsak dan. In ko sem ga lansko leto videla v živo v oddaji na televiziji Slovenije, ko je pel 2 pesmi, sem se spomnila, wow, koliko on res dobro poje in koliko imajo oni res hude komade in jaz hočem, da pride v Ivančno, želim si, da pride v Ivančno Gorico in da skupaj zapojeva in je bil za in sem bila fully Je bilo vesela. to, ne? In to je bilo to. Publika je tako pol pela, ne, vse, od A do Ž, ne, od začetka do konca. Reci, da si nora. No, Ne, pa nismo. Niste? Ne, ustavil bi čas, zame si ledena ptica. Jaz bom back vokale pela. 1000 kilometrov, ni bilo 1000 kilometrov. 1000 kilometrov. Škaj, nismo mogli vseh, ne. Ja. Polk je še Matjaž Zoj, sem je še začela. V meni je Kalifornija, ne pozabi me. Ja, je zdaj, a je fajn, ko se je spet odprlo to, kar je v bistvu vaše poslanstvo, odri, dogajanje, publika, žarometi. Ja, seveda je fajn, zelo fajn. Ne, super je, ker zdaj so bili res 2 leti, ko enostavno res ni bilo normale, a ne, ni bilo normalnih časov, take, kakšni smo bili vajeni, ampak smo se seveda prilagodili vsi in smo delali časom primerno, kar se lahko le dal. Jaz sem našel tukaj tvoje hobije iz časa korone, je še kaj ostalo od tega? Pazi, prvi, branje knjig, drugi, čiščenje, enkrat, dvakrat, trikrat, treba. Ja. Kuhanje, pa vsakodnevno miganje. Ja, no, vsakodnevno skoraj, da res ne, ampak ja, ustvarjanje novih pesmi. Sicer moram povedati, da prvi del od marca pa do septembra, oktobra nisem delala skoraj res nič, razen to, da sem brala knjige, da sem pospravljala, da sem kuhala, kot mislim, da večina od nas. In mi je pasal, moram priznati, da je pasal malo ta odklop od vsega. Kljub temu, da je bil to naš način življenja. Ne? Ja. No, potem so se pa tudi začeli dogajati že prvi koncerti, tako da smo imeli v letu 2020 kar nekaj koncertov proti koncu leta še. Tudi prvi drive-in koncert. Ja. Nekaj novega, ne? Ja, je bilo, ja. No, potem smo pa počasi tudi začeli ustvarjati v studiu nove pesmi in je prišel nov nadih, tako da sem bila zelo vesela. Jaz imam novo pripravljeno, premierno bi rad zavrtel. Nina. Nisem, da si še to prava, da nisem kakšna Master 3. To prava, ja. Zdaj, ta pesem je pa kako nastajala? To je zdaj pa začetek nekega novega albuma, bo to številka 7?
Res je, res je. Lucky number 7. Ja. Kar nekaj pesmi je že nastalo za novi album. Tudi pesem Tople oči, ki sem jo izdala v lanskem letu, je pravzaprav prva, ki ga je napovedala. Za nekih konkretnih datumov ne želim dajati, ker sem nikoli ni dobro končala, kadar sem jih, ampak si želim, da bo seveda v letošnjem letu, ampak bolj proti koncu leta. Dovolite, da zavrtim to pesem, to je tako radna napoved, da boš kaj spila, mislim, da malo razbijamo to. Pa ovlažimo grlo, se ne moramo na suho. Kavo še nisem. Še ne? Ne, čakam zdaj, da sem prišla, ker vem, da tlele, sicer sem videla, da se eno kavico že polil prej. Ne, na glas govoriti, ko direktor posluša. Je šla tipkovnica, ja, smo splaknali. No, sem jih upala reči, da upam, da ni šlo kaj po tipkovnici. Je šlo. Vse je šlo po tipkovnici, ampak to je to, veš, fantom so povedala, da danes prideš ti in pa je bilo... Ja, to je, veš, kako je to. No, je pa tudi ena stvar, ne, v bistvu dobiš darilo, novo tipkovnico, mora ti izprenesko polije, ne. Ja. Veš, zdaj imamo pa novo. No, tako da isto kot ima Nina Pušlar novo pesem. Vi novo tipkovnico na Radio vsak ima svoje, ne. Evo, vrtimo premjerno 3, 4, zdaj. Nisi rekla zdaj, Nina. Zdaj! Rekel si, da te ne gane, da več nimaš časa za me, da utrujen ti od mene si, da si že pozabil na me, odveč sem ti kot se reklame, da te misel name bremeni. Čas pa nas vse spremeni, kdo verjel bi, da pogum se v meni budi. Saj kot mrzel tuš te hladi, misel, da si pozabljen si. A te zaboli, da sem se pobrala in na svojih nogah trdno ostala. Opala, rabi vrnil se, ker sem bila ena in edina. Nina, 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 in dočakal si, da se bom jokala, izpepila sem kot Feniks stala. Opala, srečna sem, da sem ti upala, ker s tebi sem edina. Nina, Nina, Nina. Nina, Nina, Nina. Zdaj, ko nisem dosegljiva, sem naenkrat zanimiva. Praviš, da se res spremenil si, ker zdaj bi vzel nazaj besede, zdaj obril bi vse poglede, a tako preprosto se ti zdi. Čas pa nas vse spremeni, kdo verjel bi, da pogum se v meni budi. Saj kot mrzel tuš te hladi, misel, da ti pozabljen si. A te zaboli, da sem se pobrala in na svojih nogah trdno ostala. Opala, rabi vrnil se, ker sem bila ena in edina. Nina, 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 in počakal si, da se bom jokala, izpepela sem kot Feniks stala. Opala, srečna sem, da sem ti upala, ker s tebi sem edina. Nina, 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 da se bom pobrala, upala, srečna sem, da sem ti upala, ker s tebi sem edina. Nina, 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 Nina. Nina,
Nina, super, takoj pokomentiramo zdaj, evo čakajte. Nina. Jaz krdam. Ti kar verjamem. Kaj Jaz zdaj? krdam. Ok, lej, pomlad je na vidiku, ptički, čebelce so. Tudi Nina je, tudi tukaj sonček je, tudi. In iz trenutnih 3 stopinj Celzija danes skočimo na 12 stopinj v plusu. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, svet pametnih naprav. Dobro je, evo, vremensko smo dali, je pač nujna po našem kloku, tako da imamo vse. Nina, super pesem, Nina. Nina. Kako si pa to naredila, veš tisto, da Kdo se je to spomnil? noter podzavestno. To se je spomnila pa Urša Vlašič. Čakaj, imaš ti slušalke na robe? Imam, dej nehino. Pa res, čakaj. Joj. Nina. Aha, zdaj pa ni dosti razlike, veš? A ni? Ne. Ja, Nina. V bistvu ta pesem bi očitno morala biti na prejšnjem albumu, ki je imel naslov Nina, ampak evo, ni bila namenjena je bila za novega. In nisem si mislila, da bom imela kdaj tak naslov pesmi, ampak tako se je poklopilo. Kaj o tem odloča, da še ni? Da še ni kaj. Še nisi ti zadovoljna? Ne, takrat še ni bil spol, takrat še sploh nastal ni. Ja. Nastal je itak v letu 2021, tako da... Ko je imela Nina čisto preveč cajta. Na zadnji Ja. sem pa album izdala v letu 2019, tako da takrat še ni bilo duha in sluha o pesmi Nina. A mogoče veš, koliko si stara? Če vem? Ja, Ne. iz glave. Ker meni tudi palita 2 leti. In ko me kjer vpraša, koliko si stara, 30 sem bila na zadnje, 32. Veš kako, zdajle Zdaj boš se mi kar o Kristusovih letih Ja. več pogovarjati. Zdajle bom kmalu pa še ne, to pa lažem zdajle. Oktobra bom 34. Ti bom mogla Vem, preračunava. si še tam. Nisi še tam. Nisem Zdaj še si tu. 33 že. Tako, dve Evo. trojkici. Meni je bilo to všeč, ko sem prebiral neke informacije o tebi, se vrnem čisto na začetek, prebrisana in taktična. To je Nina Pušlar. Kdo je to rekel? Ti. Jaz sem rekla. Ja, tako. Sam, ko si ja. opisovala svoje otroštvo, ko si se s fanti družila, To to je so te res. pa izločili. Jaz sem bila, moj brat je bil tak moj vzornik, starejši od mene 3 leta. In jaz sem bila vedno z njimi, ne, v njegovi fantovski družbi, sem se vedno želela biti del njegove družbe, na vasi seveda, ne, in ker sem bila mlajša in ker sem bila punca, sem se mogla prilagoditi, ne. Prilagoditi sem se mogla njim, da so me lahko sploh vzeli zraven, ne, tako da, in včasih me niso hoteli zraven, kar razumem, ne, ampak sem se potrudila maksimalno potem. No, in kako je to izgledalo, ko si šla potem domov? Ja, potem sem šla. Ja, enkrat se spomnim, da smo igrali nogomet in sicer moj brat me je vedno hotel med zraven. Njemu ni bilo to problema, njegovi prijatelji so bili pa že tudi malo starejši, so rekli, pa ne bo se ta mala z nami igrala, ne? No, in so igrali nogomet in so rekli, da jaz ne bom igrala, ne, nogometa, ker ne znam jaz igrati, sem punca, ne. In jaz vedel jok, mi je bilo zelo hudo in grem domov in pridem domov in moj oči me sreča in reče, kaj pa je punčka, kaj pa je. No, če ne pustijo se, da z njimi igram nogomet, ne. In pol on reče, čaki, bom jaz rihtal zdaj, In pol moj oči z mano in gre, smrkavc, tako je on klical, ne, mojega brata, smrkavc. Ta mala, da se z vami igra fuzbal, ne. In so me mogli vzeti zraven in jaz sem se takrat toliko potrudila in da sem dala takoj, ko sem prišla v igro, en gol. A res? Ja, stala pa vse od sebe. Ja, zdaj boste pa vi videli, če bom jaz še kdaj igrala z vami ali ne. Torej, si taka športnica, mislim, gajsna si že, ne, taka malo fantovska. Ja, malo sem A pa. fuzbol, mislim, gledaš Ne. te obliki? Gledam ga pa res zelo malo, ampak Ja. če pa igrajo recimo naši kakšne take pomembne tekme, ne, jaz nasplošno Navijati je pa spremljam šport. Spremljam šport. Torej, pri fuzbalu Ronaldo ali Messi? Messi, ne vem zakaj. Messi. Ja, sem vprašal. Messi rad Messi, a veš, Ker bi vsi, večino bi rekli Ronaldo. A Ne je res? vem. Vse zdaj se generacije menjuje, prihajajo že mlajši, ki so tudi zelo perspektivni, tako da tu zdaj mi izpadamo ven iz te lige. Mi, starci. govor zase. Vse govorim, pa vajo gledam. Nina, zdaj Ema je bila, ne, ti si bila 2krat na Emi, 2010 pa 2011, dej, vem, to so čisto drugačni občutki kot mi, couch selektori pa ocenjevalci, kot ko stojiš tam na odru, pa dej mi še povej, kaj meniš o LPS-ovcih, naših Celjanih?
Ja, jaz sem, ravno ko je potekala EMA, smo imeli en koncert v SNG Mariboru, tako da v živo nisem spremljala, sem si pa potem pogledala par izsekov, sem pa tudi v bistvu gledala delček EME Fresh, tako da sem jih že videla tam. So zelo simpatični, se mi zdi, no, in pa so zelo mladi, pa zanj smo se srečali na televiziji. Jaz jim res prvoščam, no, da bojo na Euroviziji dosega čim višjo uvrstitev in da se bojo imeli fajn, da bojo uživali. Ker jaz se spomnim takrat, pri teh letih, če bi šla jaz na Eurovizijo, ne vem, po mojem bi bilo to kar malo preveč stresno za mene, no. Ja. Ves ta medijski pomp, ki je prišel v bistvu zdaj za njimi in s to zmago, vse so rekli pač, ni bil niti približno načrtovan, pričakovan in zdaj so se znašli pa še revčki delajo maturo letos, ne. Mislim, da sta dva taka, pa izpiti za avto, vse na kupu. Točno tako pravi, vse jim bo ratalo. Res jim bo, ker jaz se to spomnim, evo zdaj, ko si omenila maturo, pa izpit za avto, ko sem jaz zmagala na bitki talentov takrat, sem bila ravno v obdobju, ko sem imela maturo in ravno, ko sem delala izpit za avto. Vse je ratal, ne? Vse je ratal, pač pol najdeš moč in narediš. Oni grejo v Milano, najstarejši evropski dogodek, kar se teh velikih šovov tiče, pa najmlajša skupina ever. Le smo že zmagovalci. Ja, vsaj v nečem. Oni grejo tja, ampak maja meseca, ti greš pa danes v Šoštanj. Jaz grem pa danes v Šoštanj, res je, ker imam vajo z Borčkom, ki me bo v nedeljo spremljal na koncertu v športni dvorani. In grem malo tudi v Šoštanj pogledati, kako, malo če vse štima, če so organizatorji vse pripravili tako, kot mora biti, kar ne dvom, seveda, ampak grem malo na obisk, ja. Torej, danes imate to usklajevanje, koncert kdaj? Koncert je pa v nedeljo, 27. marca. Aha. To je v bistvu prvi predstavljen koncert takrat iz leta 2020, ko smo ga mogli odpovedati od 8. marca. In evo, po 2 letih, ali to zdaj že 3, čakaj, vse ne vem več. Ja, 2 leti je bila pauza. Ja. Čakaj, 2 leti. 2 leti sta, ja. Po 2 letih nam ga bo končno uspel speljati. Sam da bo, ne. Zdaj, ta teden je tudi materinski dan. Ja, imaš kakšno presenečenje za svojo mami? Moja mami je žal pokojna. Ja, nisi vedela, nič hudega. Ampak nimam benga presenečenja za svojo mami, razen to, da bom šla kot vsako leto na njen grobek in ji bom nesla rožice, tako kot se to spodobi. Ne? Sicer pa se mi zdi, da je to tako ena taka pač lepa stvar, da se v tem obdobju ali pa na ta dan spomnimo na svoje mamice. Ker zdaj vidim recimo pri svoji svakinji, ne, kako je vesela, ko ji nečaki, njeni sinovi, ne, moji nečaki, prinesejo kakšno majhno pozornost. No, lej. Pa ti tudi že mogoče kaj načrtuješ? Ja, le to si tako pokazala, da že kaj, veš. Ne, Nina je še vedno trlica. Ja, lej, tlele dosti, veš, ko se lahko vse skrije, veš, ne. Jaz skozi zmeri nosim širaka oblačila, pa nikoli noben ne ve. Se je tebi vedno bilo všeč, tudi že od nekdaj, ta bolj široka oblačila, bolj komotne. Hlače. Nina Šušnjara te še kombinira še vedno? Ja, tudi. Čeprav zdaj že veliko sama, ne? Same Nine, ja. Veliko sama tudi že, ampak Nina je pa itak res že skoraj 15 let sodelujeva, no. Podlagi mi je zmanjkalo. Daj mi povej kdaj bom jaz lahko začel vrteti to pesem, Nina, v rotaciji? Obljubam, da čim prej. Upam, da še v začetku naslednjega tedna. Torej, danes še ne smem. Mislim, od danes naprej še počakamo. Ja, še malo počakati. Pa nič, jaz to po svoje naredim. Pa še enkrat je zavrtel zdaj. Če ne enkrat, bo pa 2-krat. Ker še enkrat za vse tiste, ki niso poslušali prej. Tako, pa ker je tako fajna, ker je nalezljiv tisti Nina. Hvala ti, da si priletela. Z veseljem, sem prav vesela. Če grem mimo, da se ne bomo samo po telefonu slišala, ne? Ja. Pa hvala za kavico, zdaj bom z užitkom spila, imam še malo časa, tako da ne grem še, jaz še ne grem. Ti še ostaneš še malo naprej, ampak jaz še ne grem. Tako. Nina, hvala ti. Še enkrat, evo, drugič premierno, Radio Fantasy. Nina. Čau.